Kitajska in Združene države Amerike, dve najmočnejši državi na planetu, gospodarsko prepleteni, politično nasprotni in vojaško pripravljeni. Smo priča morda začetku Tretje svetovne vojne ali le novemu hladnemu miru? Analizirajmo skupaj tekmovanje, ki že oblikuje 21. stoletje. Za Kitajsko boj za premoč ni le strategija, to je zgodovina. Tako imenovano stoletje ponižanja od opijskih vojn do padca dinastije Qing je pustilo nacionalno rano. Od začetka 1949 dalje komunistična partija obljublja eno stvar – preporod. Danes je Kitajska skoraj enakovredna ZDA na področju trgovine, tehnologije in globalnega vpliva. A ne želi le enakopravnosti, želi si priznanja. Novi sinocentrični red ali vsaj dogovor, v katerem se dve sili obravnavata kot enakovredni. Ne pozabimo, kulturno se Kitajska dojema kot neprimerljivo superiorna ZDA s 5000 leti zgodovine nasproti ameriškim 250 letom. Zaznava pomeni ogromno, če ne kar vse. Dokler bo Kitajska menila, da ji je mesto na svetovnem odru odvzeto, bo napetost ostala stalnica svetovne geopolitike. V tej luči ni bolj nevarnega vprašanja, kot je Tajvan. Za Kitajsko gre za odcepljeno provinco, za ZDA pa za strateškega partnerja, ključnega za zajezitev kitajskih ambicij v Pacifiku. Vode okoli otoka so med najbolj militariziranimi na svetu. Dovolj je že ena sama napačna poteza, nesrečen trg ali napačna presoja, da se sproži iskra. Od 5G do umetne inteligence in polprevodnikov, tu sta ZDA in Kitajska že v dejanski vojni. Washington prepoveduje izvoz naprednih čipov, Peking pa spodbuja lastno tehnološko samozadostnost na področju umetne inteligence, celo Kitajska izziva ameriško vodstvo s pametnimi, učinkovitimi modeli. DeepSeek je le eden izmed mnogih. Zelene tehnologije, redke zemlje, digitalna infrastruktura, vse to postaja geopolitično orožje. Kdor nadzoruje prihodnost tehnologije, nadzoruje svet. ZDA ne nastopajo same. Washington Kitajske ne obkroža le vojaško, temveč tudi diplomatsko, prek rastoče mreže zavezništev. Kvadrilateralni dialog, Quad, varnostno sodelovanje med ZDA, Japonsko, Indijo in Avstralijo krepi pomorski nadzor in usklajenost v Indo-Pacifiku. AUKUS, zavezništvo med Avstralijo, Združenim kraljevstvom in ZDA, pa gre še dlje. Avstraliji zagotavlja jedrsko gnane podmornice in vključuje napredne obrambne tehnologije. Tudi NATO zdaj usmerja pozornost proti vzhodu in krepi vezi z azijskimi demokracijami, kot sta Japonska in Južna Koreja. Skupaj ta zavezništva ustvarjajo gosto mrežo omejevanja Kitajske, mešanico trde moči, gospodarske usklajenosti in strateškega odvračanja. Nove pomorske baze na Filipinih, protiraketni ščiti v Južni Koreji, kibernetske zveze z Japonsko in Avstralijo. Zemljevid zajezitve je čedalje bolj prepleten. To tekmovanje ni zgolj vprašanje, kdo ima več letal. Gre za vprašanje, kdo zna povedati bolj prepričljivo zgodbo. Demokracija proti avtoritarnosti, Peking temu pravi preživet ideološki okvir. Kitajska opozarja na strelske pohode, blokade vlade in napade na Kapitol kot dokaze, da je ameriška demokracija zlomljena. Obenem pa promovira svoj sistem kot učinkovit, harmoničen in zaslužen. Kitajski komentatorji radi poudarijo, da imajo v ZDA demokracijo, kjer se nič ne spremeni, medtem ko imajo na Kitajskem enostrankarski sistem, ki posluša ljudi in izpelje razvoj. Kam nas bo ta tekmovalnost popeljala? Poglejmo v prihodnost nekaj scenarijev. Scenarij 1. Hladna tekma, dolgotrajno rivalstvo brez vojne. V tem osnovnem scenariju ostajata ZDA in Kitajska ujeti v strateško hladno vojno, dolgotrajen boj za vpliv, tehnologijo in vojaško navzočnost po svetu. Tekmovanje se stopnjuje s kibernetskimi operacijami, usmerjenimi na infrastrukturo, obrambne sisteme in celo volilne procese. Gospodarska sabotaža postane nova normalnost, carinske sankcije, izvozna prepoved in omejitve naložb v ključne sektorje, kot so polprevodniki, umetna inteligenca in biotehnologija.
Pomorski spopadi se nadaljujejo v Južno-Kitajskem morju in Tajvanski užini. Pogosto napeti, a brez odprtega boja. Obe strani vlagata v odvračanje, a se izogibata odprtemu spopadu. Predstavljajte si šahovsko polico z visokimi vložki, a brez jasnega konca, vendar z nenehnim manevriranjem. Scenarij 2. Eskalacija na prelomnici, kjer kriza sproži spopad. To je najnevarnejša pot. Napad z dronom, pomorski trk ali napačen raketni test v bližini Tajvana ali Južno-Kitajskega morja sproži vojaški spopad. Stopnjevanje je bliskovito. V nekaj urah obe strani aktivirata obrambne protokole. Letanosilke so napotene, raketna obramba postavljena, družbena omrežja prepravijo dezinformacije in panika. Tudi če bi se obe strani želeli izogniti vojni, bi megla vojne in notranji politični pritiski lahko onemogočili deeskalacijo. Svet zadržuje dih, medtem ko so diplomatske linije, krizni telefoni zasedena OZN, zakulisni pogovori na težki preizkušnji. Ta scenarij razkriva, kako krhka je strateška stabilnost, kadar so napetosti tako visoke in zaupanje skoraj neobstoječe. Scenarij 3. Omejena detanta, obvladljivo rivalstvo z varovalkami. V tem primeru obe sili spoznata, da je trajno sovraštvo nevzdržno in se odločita postaviti varovalke v svoje tekmovanje. Kako bi to izgledalo? Krizne telefonske linije za razreševanje incidentov, dogovori o nadzoru nad hipersoničnim orožjem, kibernetskim in z umetno inteligenco okrepljenimi sistemi, tako imenovano strinjanje o nestrinjanju glede Tajvana, brez rešitve, a tudi brez odprtega spopada. Obnovljeno selektivno sodelovanje pri podnebnih spremembah, pandemijah, pomorski varnosti in neširjenju jedrskega orožja. To ni vrnitev prijateljstva, temveč zrelo priznanje, da lahko konflikt uniči obe strani. Dva sistema ostajata nasprotnika, a zavorni mehanizmi so nameščeni. In še scenarij 4. Sobivanje v tekmovanju z vzpostavitvijo dvojnega svetovnega reda. To je najbolj preplikovalna možnost. Vzpostavitev dveh vzporednih globalnih sistemov. Kitajska utrdi svoj vpliv v Aziji, Afriki, delih Latinske Amerike in Evrazije prek nove sviljene poti, energetskih koridorjev, digitalnega juana in varnostnih paktov. ZDA po drugi strani utrjujejo svojo prevlado v Atlantiku, Pacifiškem obroču in demokracijah povezanih v NATO ali preko AUKUSa, Quada in novih gospodarskih blokov. Vsak sistem razvije lastne institucije, standarde, tehnologije in pravila, tekmujoča digitalna omrežja, ločeni finančni sistemi, različni kibernetski režim in divergentni okviri človekovih pravic. Pravil se držijo, a znotraj ločenih sfer. Zaupanje je minimalno, a nadzorovano. V tem scenariju svet ni več bipolarni, temveč dvosistemski. Hladna vojna je bila spopad tehnologij, ta novi hladni mir pa je spopad za infrastrukturo, vpliv in digitalna cesarstva. Obe strani se pospešeno oborožujeta, se gospodarsko ločujeta in vse manj komunicirata. Ta prepad se zdi nepovraten, vsaj srednjeročno. Lahko se poslovimo od dobe globalne integracije, zločinne za 90. leta in začetek novega tisočletja. Strateško zaupanje upada. In zgodovina nas uči, ko moč raste hitreje kot razumevanje, je konflikt, žal, vse bolj verjeten. A ostaja tudi upanje. Ni nujno, da se tekmovanje konča s katastrofo. Že smo bili blizu. ZDA in Sovjetska zveza sta bili skoraj na robu jedrske vojne, pa sta stopili korak nazaj. Kitajska in ZDA še vedno delita gospodarske vezi, kulturne izmenjave in skupne izzive, ki terjajo sodelovanje od podnebja do pandemije. Prihodnost ni napisana vnaprej, a bo odvisna od odločitev o tem, kako bomo obvladovali zaostritve, kako bomo gradili varovalke in ali bodo voditelji dali prednost kratkoročnemu ponosu ali dolgoročnemu miru. Torej, je tretja svetovna vojna neizogibna? Ne, je pa realna možnost in to bi moralo zadostovati za alarm. Upajmo, da bo to stoletje zaznamovalo strateško tekmovanje in ne eksistenčni spopad. Rivalstvo in ne razpad. Postanite kritični, sprani in osredotočeni.